Takole, torej, moja naloga danes je, da vam predstavim dejansko postopek za izdajo evropskega plačilnega naloga, pri čemer se bom sproti ustavljala tudi s primerjavo nacionalnih poenostavljenih postopkov, tako da bomo pogledali tudi nekatere posebnosti nacionalnih postopkov, saj dejansko ZPP ne ovira, da se v primeru spora s čezmejnim elementom uporabi bodisi poenostavljen postopek z mandatno tožbo, torej za izdajo plačilnega naloga po ZPP, ali pa celo izvršba na podlagi verodostojne listine. Tako da si bomo pogledali tudi nekaj teh posebnosti in potem na koncu primerjali z prednostmi ali pa slabosti postopka po uredbi o evropskem plačilnem nalogu. Zdaj, dejstvo je, da seveda spletni nakupi naraščajo. Moram reči, da so ti evropski instrumenti za poenostavljeno izterjavo dolga bili primarno tudi mišljeni za izterjavo v razmerjih med gospodarskimi subjekti. Je pa res, da se jih poslužujejo seveda tudi potrošniki oziroma fizične osebe, predvsem zaradi poenostavljenosti v smislu uporabe obrazcev, stroškovno bolj ugodnejših postopkov, ni potrebe po tolmačih ali pa v celoti poznavanja na primer nacionalne ureditve v drugi državi članici. Kakorkoli že, tukaj so podatki Eurostata sicer za leto 2019, sama mislim, da bo leto 2020 procenti številke še višje, kar zadeva spletnih nakupov, ampak kakorkoli 35% vseh spletnih nakupov je bilo opravljenih z čezmejnim elementom, torej z ponudnikom, ki je bil v drugi državi kot državi, v kateri je na primer potrošnik kupil. In pa kar zadeva vrednosti nakupov, načeloma je bilo največ zneskov nekje med 100 in 500 evri, torej gre za te bagatelne manjše nakupe, ne. In največ dobrin ali blaga je bilo kupljenih predvsem na področju seveda oblačil, pa tudi športne opreme in takoj oblačilom in športni opremi pa sledijo potovanja in nastanitve, kar pa verjetno bo v letošnjem letu seveda ta odstotek nižji. Torej ti čezmejni nakupi, čezmejne transakcije poslovanja seveda lahko privedejo tudi do določenih problemov. Zdaj, kar zadeva statistike, ki je bila opravljena na podlagi anket potrošnikov, načeloma je največ problemov bilo ravno z tem, da so dobili poškodovano blago ali pa celo procentualno neprimerljivo manj od tistih, ki so poudarili, da niso zasledili nobenega problema, če pa že, pa so dejansko prejeli bodisi poškodovano ali napačno blago, bodisi niso našli na spletni strani, kako lahko uveljavljajo garancijo ali pa vložijo pritožbe, ne. In kar zadeva seveda napak pri prodaji blaga oziroma prejemu blaga ali pa celo neprejemu blaga, bo danes seveda govora in tudi seveda drugih možnosti razrešitev drugih vrst sporov. Zdaj, dejansko značilnosti poenostavljenih postopkov so nanizane na podlagi naših preteklih izkušenj, ki smo jih seveda pridobili na podlagi izvajanja vseh evropskih projektov. Tudi v poenostavljeni izterjavi dolga v Evropski uniji smo pregledali oziroma analizirali skorajda vse nacionalne ureditve v državah članicah na podlagi partnerskih nacionalnih poročil. In dejansko je v teoriji zaslediti, da seveda države članice uvajajo v svojih nacionalnih ureditvah
poenostavljene postopke, ravno za te neprave spore. Torej, nepravi spori so tisti spori, kjer dejansko ni nesoglasja o dejanskih ali pravnih vprašanjih, kljub temu pa se dolžnik izmika s plačilom, torej ne izpolni obveznosti, bodisi zato, ker pač je nezmožen ali pa se pač izmika zaradi plačilne nediscipline. In v teh nepravih sporih je dejansko jasno, da spor obstaja, torej da je zadeva nesporna, in upniku sodišče služi kot nek servis, ki ga opremi z izvršilnim naslovom. In ti postopki, kako priti do izvršilnega naslova, so v teh nepravih, nespornih zadevah najpogosteje zelo hitri, poenostavljeni in stroškovno ugodni za upnika. Tako da, če se primerjajo primerjalno pravne ureditve, se seveda vse primerjalno pravne ureditve zgledujejo po ciljih, kot je, da se seveda v teh postopkih zagotavlja zgolj da gre za pisne postopke, da ni postavljene kontradiktornosti do izdaje izvršilnega naslova. Potem pojavljajo se tudi nekako težnje, da bi, in kar bomo na koncu tudi pogledali, je bil eden izmed predlogov Evropske komisije za izboljšanje funkcioniranja tudi Evropskega plačilnega naloga, je potreba po strokovnem centraliziranem sistemu, ki je avtomatiziran in omogoča seveda uporabo koriščenje uniformiranih obrazcev, ki so dinamični in ki omogočajo seveda, da jih lahko izpolnijo tudi osebe, ki so pravni laiki. Zato seveda ta poenostavitev postopkov smiselna tudi v smislu, da ni potrebno odvetniškega zastopanja, pri čemer bomo videli, da tudi poenostavljeni obrazci ne omogočajo tako lahko izpolnitev, tako da se načeloma stranke tudi potem obrnejo na pomoč odvetnikom. In pa seveda ti avtomatizirani poenostavljeni postopki so dejansko omogočajo zgolj vložitev vlog, načeloma brez nekih pisnih prilog, in pa sodišče lahko zelo hitro preizkusi, ali so sploh izpolnjene predpostavke za začetek postopka in kasneje za izdajo izvršilnega naslova. Torej, v mojem predvidenem času si bomo tako pogledali posebnosti slovenskih nacionalnih poenostavljenih postopkov, tukaj bomo zelo kratki, nato pa se bomo seveda osredotočili na Evropski plačilni nalog. Kot je že profesor Ijavčeva povedala, seveda je upnik tisti, ki bo izbral postopek, ki bo zanj najugodnejši. Omenjen je bil Evropski izvršilni naslov, ki dejansko zagotavlja nek potni list, kot je bilo povedano, s katerim potem upnik lahko gre v državo članico izvršbe. Še vedno se pa do izvršilnega naslova seveda vodi nacionalni postopek. Po drugi strani pa imamo seveda evropske instrumente, ki zagotavljajo supranadnacionalni v celoti evropski postopek, torej urejen v uredbi, ki zagotavlja, da upnik pride do izvršilnega naslova z uporabo teh evropskih pravil. Seveda bomo videli, na koncu se tudi države članice v zakonodajnih postopkih niso vedno zedinile, kakšna naj bo končna rešitev, tako da se še vedno vsiljujejo v določenih vprašanjih, ki jih uredbe ne urejajo nacionalne ureditve, ampak načeloma gre za, tudi v primeru spora majhne vrednosti, evropskega spora majhne vrednosti, za nadnacionalni ali supranacionalni postopek. In torej ta postopek je dejansko izveden že v državi članici izvora, kar pomeni, da se v državi članici izvršitve ta evropski izvršilni naslov izvrši enako, kot če bi se v državi članici izvršitve izdal izvršilni naslov. Torej ni potrebno dodatnih korakov, saj se že
minimalni standardi, evropski standardi spoštujejo že v državi članici izvora in kot je profesor Jevčeva povedala, tukaj torej tudi ta vzajemno zaupanje med državami članicami. Tako da potem po kratki predstavitvi plačilnega naloga in izvršbe na podlagi verodostojne listine pa si bomo pogledali še evropski postopek za izdajo plačilnega naloga. Zdaj dejstvo je seveda, da takoj, ko je bil na razpolago avtomatiziran postopek za izvršbo na podlagi verodostojne listine, je zagotovo aktualnost izdaje plačilnega naloga po ZPP upadla. Kakorkoli pa se ta postopek še vedno uporablja za to, da bo upnik seveda pridobil izvršilni naslov, ki je v končni fazi lahko tudi nek resen sodni opomin dolžniku, da mora plačati. Tako da tukaj se vam dala na primer statistiko tabele sodišča glede izdajanja plačilnih nalogov na okrajnih, okrožnih in gospodarskih sodiščih. In kot je mogoče videti, je dejansko pri okrajnih sodiščih v letu 2019 bilo izdanih 186 plačilnih nalogov, zoper katerih je bilo vloženih 29 ugovorov. Gospodarski oddelek pa je imel nekoliko manj, se opravičujem, števila izdanih plačilnih nalogov, in sicer 59 in več ugovorov, torej 60 ugovorov. Pri okrožnih sodiščih, kjer je vrednost spornega predmeta nad 20 tisoč, pa plačilni nalog ni tako aktualen. Torej vidimo, da seveda se za izdajo teh plačilnih nalogov na podlagi denarne terjatve uporabljajo v nižjih zneskih. Zdaj, značilnost tega poenostavljenega posebnega postopka je dejansko v tem, da so poenostavljene predpostavke, torej gre za sumarni mandatni postopek, v katerem se seveda priloži zgolj verodostojna listina in sodišče presoja zapadlost verodostojne listine in ali gre za denarno terjatev. Po drugi strani, in seveda gre za nekontradiktoren postopek, kjer se na podlagi, torej nekontradiktornosti na podlagi tožbe tožnika izda v obliki sklepa plačilni nalog s strani strokovnega sodelavca in ravno zaradi te nekontradiktornosti in dejansko poenostavljenosti je potem pri vročitvi tega plačilnega naloga lahko tudi vprašljiv uspeh toženca z nasprotnim dokazom. Zdaj, načeloma je enako kot pri vložitvi ugovora v postopku za izdajo sklepa o izvršbi na podlagi verodostojne listine, tožencu zakonsko določeno, da mora seveda vložiti obrazložen ugovor. Zato so verjetno tudi ti ugovori redkeje vloženi in seveda ti obrazloženi ugovori, ki morajo biti sklepčni, so zato tudi, pač se zahteva višji standard in večje breme od toženca oziroma v izvršbi na podlagi verodostojne listine dolžnika. Zato je v teh poenostavljenih postopkih seveda tudi hitrejši nastop pravnomočnosti in izvršljivosti. Zdaj, kot že rečeno, te posebne predpostavke v teh postopkih izdaje plačilnega naloga so predvsem te, da gre za terjatev, ki je zapadla, denarna in celo nepogojna, kar je seveda logično, da ne more iti za pogojnost, saj ni kontradiktornega postopka. Vse to pa seveda sodišče presoja na podlagi priložene verodostojne listine. Zdaj naš sistem dejansko pozna, torej zakonska ureditev pozna zaprt sistem, torej zakon določa, katere listine so verodostojne listine, tako v ZPP kot tudi v ZIZ-u. Videli pa bomo, da na primer v evropskem civilnem procesnem pravu ne pozna zaprtega sistema in se lahko seveda sklicujejo upniki na različna dokazna sredstva.
Torej, za izdajo tega plačilnega naloga tako zadošča, da so dejstva, ki so potrebna kot predpostavka za izdajo, seveda razvidna iz te verodostojne listine. Če primerjamo to z evropskim plačilnim nalogom, se pri evropskem plačilnem nalogu, na primer, verodostojna listina oziroma listine ne prilagajo, ampak zadostuje zgolj oddaja obrazca. Druga možnost, ki se že približuje tej evropski ureditvi, je seveda nedokumentiran plačilni nalog, pri čemer pa je tukaj seveda omejitev na 2000 evrov. Upnik seveda ne rabi priložiti verodostojne listine, mora pa seveda v vlogi opisati, navesti dejstva, na podlagi katerih bo potem sodišče lahko presodilo, ali so izpolnjene predpostavke za izdajo plačilnega naloga. Zdaj, enako kot pri sklepu o izvršbi na podlagi verodostojne listine se tudi pri plačilnem nalogu seveda v izreku toženi stranki naloži, da je dolžna v 8 dneh oziroma v meničnih in čakovnih sporih pa v 3 dneh plačati dolg ali pa seveda ugovarjati zoper plačilni nalog. Ta plačilni nalog se vroči tako tožeči kot tožencu, torej toženi stranki, in toženi stranki se vroči tudi tožba. Zdaj, če sodišče presodi, da predpostavke za izdajo plačilnega naloga niso izpolnjene, pa bo seveda sodišče nadaljevalo kot postopek kot z postopkom po tožbi, torej v normalnem rednem postopku. Zdaj, ta standard obrazloženosti je v našem sistemu zelo visok. Seveda se lahko tako pri standardu obrazloženosti v posebnem postopku za izdajo plačilnega naloga po ZPP, kot tudi v izvršbi na podlagi verodostojne listine uporabi enaka sodna praksa. Dejansko se od dolžnika zahteva, da mora zatrjevati tako pravno pomembna dejstva, na podlagi katerih se potem ugotovi, ali sodišče oceni, ali je tak zahtevek lahko zavrnjen, če bi se izkazala za resnična, in hkrati predlagati tudi dokaze. Se je pa seveda v sodni praksi izoblikovalo tudi stališče, da se zadostuje kot standardu obrazloženosti ugovora tudi, in kar si bomo kasneje še tudi pri izvršbi na podlagi verodostojne listine pogledali, da toženec zgolj ugovarja oziroma zanika obstoj razmerja, torej da trdi, da razmerje med upnikom in dolžnikom sploh ni nastalo in s tem seveda ne more niti predložiti dokazov, ampak se dokazno breme dejansko prelevi na tožečo stranko. Zdaj, razlikovanje med obrazloženim in neobrazloženim ugovorom je seveda tudi pomembno, če želi upnik doseči še kasneje, da se ta izvršilni naslov izvrši v kaki drugi državi članici, sploh kadar gre za vprašanje uporabe evropskega izvršilnega naslova, če sodišče presodi, da dolžnik ni dosegel standarda obrazloženosti ugovora, bo sodišče takšen ugovor zavrnilo in s tem bo seveda takšna terjatev postala nesporna in, kot smo že danes slišali, se bo lahko zahtevalo izdajo potrdila oziroma potnega lista v okviru uredbe o evropskem izvršilnem nalogu oziroma naslovu. V primeru vložitve obrazloženega ugovora pa seveda takoj pride do kontradiktornega postopka, zadeva postane sporna in s tem seveda ne bo možna uporaba evropskega izvršilnega naslova, bo pa seveda možna uporaba torej posebnosti oziroma postopka po bruseljski uredbi 1a. Zdaj, morda, verjetno ste vsi s tem seznanjeni, seveda, da je ZPPE tudi prinesel spremembo v postopku izdaje plačilnega naloga, in sicer je do spremembe ZPPE sodišče dejansko v izreku sklepa presojalo, ali plačilni nalog ostane v veljavi in v kakšnem delu. ZPP je pa seveda uvedel in sledil trendom, primerjalno pravnim trendom, da se sedaj
sodišče s sklepom razveljavi plačilni nalog po ugovoru in po pravnomočnosti tega sklepa se potem začne z obravnavanjem glavne stvari in končna odločitev oziroma izrek je dejansko odločitev o utemeljenosti ali neutemeljenosti zahtevka. Torej nimamo več teh kompleksnih izrekov, in enako bomo videli, je zakonodajalec sledil tudi v zakonu o izvršbi in zavarovanju, torej v postopkih izdaje sklepa o izvršbi na podlagi verodostojne listine. Tudi tam se sedaj razveljavi tako kondemnatorni del, torej izrek plačilnega naloga, kot tudi ta pogojna dovolitev izvršbe. Zdaj, kar zadeva postopek, rekli smo seveda, da lahko upnik izbere, kadar gre za izterjavo dolga v civilnih gospodarskih zadevah, bodisi izdajo plačilnega naloga po ZPP, bodisi izvršbo na podlagi verodostojne listine ali pa evropski postopek. Seveda, verodostojna listina, če bi statistiko gledali, bi videli, da je seveda neprimerljivo večje število izdanih sklepov in da seveda gre za avtomatiziran postopek, ki pa ne nalaga prilaganje verodostojne listine, ne. Zdaj tukaj imamo tudi en judikat, kjer je Višje sodišče v Mariboru, ker vemo, da seveda gre za obrazce, ki se izpolnjujejo, celo odločilo, da stranka, torej upnik, ki ni mogel izpolniti v tem obrazcu, označiti verodostojno listino, ker mu to obrazec ni dopuščal, pa je to storil na obrazcu predloga za oprostitev plačila sodnih taks, samo zaradi tega ne more to škodovati njegovi pravici do sodnega varstva, ne, in je takšno vlogo seveda sprejelo. Hkrati pa seveda sodna praksa ves čas izreka seveda, da je določenost oznake verodostojne listine v tem obrazcu predpisana predvsem zato, da se dolžniku in sodišču zagotovi nedvoumno jasno, za kakšno listino gre. Zakaj to govorim? Zato, ker je seveda zakonodajalec sledil tudi potrebam evropskega izvršilnega naslova v teh postopkih izdaje sklepa o izvršbi na podlagi verodostojne listine in dodal tudi potrebo, da upnik navede temelj zahtevka, ne. Torej ne samo oznako verodostojne listine, ampak tudi temelj zahtevka, kar je seveda potem tudi zagotavlja ta minimalne standarde za izdajo evropskega izvršilnega naslova. Zdaj na hitro spremembe v okviru ZISL so tudi ta, da v teh postopkih, kadar se odloča o pritožbah zoper sklepe COVL, ni več pristojnost določena samo izključna Višjega sodišča v Ljubljani, ampak sedaj dejansko so pristojna vsa 4 višja sodišča, glede na območje, na katerem ima sedež okrajno sodišče, ki izvršilni postopek vodi. Odprta so tudi malo vrata do Vrhovnega sodišča, torej revizijo je zakonodajalec ZISL dopustil zoper sklepe, ki so izdani na drugi stopnji, in sicer torej zoper pravnomočne odločbe v primerih, ko se predlog za izvršbo zavrže ali zavrne. Zdaj primerjalno pravno je zaslediti, da na primer Hrvaška, Avstrija, Nemčija imajo nekako bolj odprta vrata do vrhovnih sodišč, zato pa to mogoče danes niti ni smisel naše razprave, ampak bi bilo seveda smiselno širiti dostop tudi v izvršilnih postopkih, sploh če primerjamo z našimi sosednjimi državami. Zdaj, ta opredelitev temelja zahtevka pri predlogu za izdajo sklepa o izvršbi na podlagi verodostojne listine, ki se vloži in ga obdela COVL,
je novost. Zakonodajalec je seveda moral zadostiti minimalnim standardom, ki jih je zahtevala uredba v Evropskem izvršilnem naslovu, in sedaj je seveda v teh obrazcih določen nova točka oziroma nova oznaka, da je potrebno opredeliti tudi temelj zahtevka. Zdaj, tukaj je seveda bilo prav tako sledeno primerjalno pravnim ureditvam, kjer se ne zahteva na primer celovit opis dejanskega stanja, niti ni treba, da je predlog sklepčen, torej predlog za izdajo sklepa o izvršbi na podlagi verodostojne listine, ampak zadostuje zgolj opredelitev temelja zahtevka. V preteklosti, ko je sklepe potrjeval še, oziroma sklepe kot evropski izvršilni naslov potrjeval še SOUL, dejansko ni prihajalo do tako velikih problemov, kot je v vmesnem času bilo zaslediti sodno prakso. Torej, v vmesnem času, ko je začelo veljati že, da so te sklepe za evropski izvršilni naslov potrjevala okrajna sodišča, pa še ni veljala ta ureditev, da je dolžan upnik opredeliti tudi temelj zahtevka v obrazcu. In tukaj je na primer en judikat, lahko jih najdete tudi več, ko je seveda ni bilo izdano potrdilo o evropskem izvršilnem naslovu, ravno iz razloga, ker v obrazcu oziroma predlogu za izdajo sklepa ni bilo podanih zadostnih informacij o temelju zahtevka. Po drugi strani pa v evropskem izvršilnem naslovu z minimalnimi standardi, še posebej, kadar gre za pasivne, nesporne terjatve, je dolžnost, da se dolžnika informira v pravnem pouku o posledicah odsotnosti ugovora, kako se vloži ugovor, ali potrebuje zastopanja odvetnika, skratka posebne informacije. In tukaj je sodišče tudi opredelilo, da v pravnem pouku tega sklepa takšnih informacij, zadostnih informacij, da bi lahko bil sklep potrjen kot evropski izvršilni naslov, ni bilo. Kot sem že povedala, je pri izvršbi na podlagi verodostojne listine zakonodajalec seveda sledil težnjam in enako kot pri ZPP je tudi tukaj sedaj se razveljavi tako prva točka, torej plačilni nalog, kot tudi dovolitev izvršbe. Zdaj, obrazloženost ugovora, kot že rečeno, enako se zahteva visoka stopnja sklepčnosti ugovora, če na eni strani vzamemo avtomatiziran postopek za vložitev predloga in izdajo sklepa o izvršbi na podlagi verodostojne listine, na drugi strani pa visok standard obrazloženosti, vidimo, da dejansko gre za nesorazmerje med zahtevami, ki se nalagajo upniku, in po drugi strani dolžniku. Kakorkoli, kot bomo videli, v primerjavi z evropsko ureditvijo je rok za ugovor nesorazmerno kratek, enako velja to tudi za primerjalno pravne ureditve. Pri nas 8 dni, na primer po uredbi o evropskem plačilnem nalogu, pa dejansko 30 dni, to so še nekateri. Torej, kot že rečeno, moj namen je, da seveda na koncu primerjamo prednosti in slabosti evropskih instrumentov. Kot je bilo že nakazano, pravna fakulteta pod vodstvom profesor Ijavčeve ima dejansko že kar nekaj veliko izkušenj na področju evropskega civilnega procesnega prava in predvsem glede uporabe teh uredb, pa tudi drugih, na primer uredba o dokazovanju v civilnih in gospodarskih zadevah. Tako da je zelo pomembna izbira med instrumenti. Pomembno je, kot je že bilo danes povedano, da vemo, za katere zadeve se lahko posamezni instrument uporabi in da seveda v tem evroavtonomnem opredelitvi civilnega in gospodarske zadeve tudi vemo posebnosti vsakega posameznega postopka.
Zdaj, kot že rečeno, postopek za izdajo evropskega plačilnega naloga je nadnacionalni postopek, ki je bil v prvotnem namenu zakonodajalca dejansko sprejet zato, da bi se gospodarskim subjektom olajšalo poslovanje v poslovnih razmerjih, seveda pa, kot že rečeno, se tega postopka in torej izvršilnega naslova, pridobitve izvršilnega naslova poslužujejo tudi fizične osebe oziroma potrošniki. Gre za opominjevalni postopek, to pomeni, da v trenutku, ko dolžnik vloži ugovor zoper evropski plačilni nalog, pa bo seveda se ta postopek prelevil v reden kontradiktoren postopek, z spremembo te uredbe pa je možno tudi, da se nadaljuje po uredbi o evropskem sporu majhne vrednosti. Enako je tudi, smo nakazali tudi v ZPP in ZIZ ureditvi, torej da se razveljavi plačilni nalog in se nadaljuje kot redni postopek. Zdaj, prednosti evropskega plačilnega naloga so, da je, kot že rečeno, z izdajo tega izvršilnega naslova postane neposredno izvršljiv v vsaki državi članici, torej v državi članici izvršbe velja enak postopek za izvršbo, kot če bi bil izdan nacionalni plačilni nalog, in pa seveda ti minimalni standardi za izdajo tega evropskega plačilnega naloga so spoštovani že v državi članici izvora oziroma tisto sodišče, ki izda evropski plačilni nalog, zato tudi to zaupanje. Vsi ti evropski instrumenti so alternativni, torej da predstavljajo le dodatno možnost za upnika. Upnik se lahko odloči ali pa seveda ne, lahko še vedno gre po nacionalnih postopkih, pa bo pač potem uporabil bodisi evropski izvršilni naslov ali pa bruseljsko uredbo 1A. Prednosti seveda evropskega plačilnega naloga so, da je to postopek brez prilog, da je to postopek, ki omogoča uporabo obrazcev, da je to postopek, ki ne zahteva uporabo tolmačev, zato ker so ti obrazci prevedeni v vsak jezik države članice, tako da se lahko načeloma tudi izpolnjuje v jeziku države članice izvršbe, ker se samo primerja torej enakost teh rubrik. So pa seveda posebnosti, ko je treba v posamezen obrazec navesti tudi dodatne informacije, kar bom pa seveda nakazala tudi v sklopu analize odločitev sodišča EU. Zdaj, področje uporabe, smo danes že slišali, je zelo pomembno, torej kdaj bomo uporabili to uredbo o postopku za izdajo evropski plačilni nalog, kadar gre samo za denarne zahtevke, in so ti zahtevki zapadli z konkretnim zneskom. Civilna in kar naprimer za našo nacionalno ureditev ne predstavlja nekih težav. Zdaj, kar zadeva opredelitve, ali gre za civilno ali gospodarsko zadevo, evroavtonomna pojmovanje, torej ni pomembno, kaj se v nacionalni ureditvi šteje kot civilno ali gospodarsko, ampak dejansko ta evroavtonomna ureditev. Če se lahko nacionalni plačilni nalog izdaja za pogodbene, nepogodbene zadeve, pa se evropski plačilni nalog izda lahko zgolj za pogodbene zadeve. Torej, uredba izrecno izključuje zahtevke, ki izhajajo iz nepogodbenih obveznosti, naprimer, da bi šlo za povračilo škode iz prometne nesreče ali zakonito preživljanje, razen, torej izjemoma, če bi se predmet dogovora, če bi postali ti zahtevki predmet dogovora med strankami ali pa bi prišlo do pripoznave dolga, torej da bi se s tem dosegla učinek narave pogodbene zadeve, ali pa da gre za zadeve, ki se nanašajo na zneskom določene dolgove, ki izhajajo iz skupnega premoženja.
Zdaj, ko smo šli analizirati, kaj bi tu noter, katere zadeve bi tu noter pasale, smo ugotovili, da je dejansko to bila želja Španije, ker pri njih se dolgovi ali pa terjatve do etažnih lastnikov glede stroškov za skupne prostore opredeljujejo kot zahtevki skupnega premoženja, pri nas pa vemo, da je to solastnina, ne. Tako da vidimo, da se tudi v določenih določbah lahko nekako zrcalijo tudi težnje močnejših ali pač nacionalnih ureditev, ne. Kakorkoli, torej pogodbene zadeve, nepogodbene pa zgolj, če bi ta zadeva postala ali pa bila predmet dogovora. Ne smemo pa pozabiti, da se lahko za ta postopek uporabi oziroma da se ta postopek lahko uporabi tudi za razmerja iz pogodb o zaposlitvi, torej za delovnopravna razmerja. Zdaj, v vseh evropskih instrumentih, čeprav si je na primer Evropska komisija zakonodajalec prizadeval, da bi ta čezmejnost ne bila vsepovsod pogoj, tako je bilo tudi za evropski plačilni nalog, kjer so bile težnje, da bi izdaja bila možna tudi, kadar gre za čisto domači spor, pa je potem dejansko ohranjena ta čezmejna narava, kar pomeni, da je pogoj, da je vsaj ena stranka s stalnim ali običajnim prebivališčem v državi članici, ki ni država članica, v kateri je sodišče, ki odloča. Tako da ta čezmejnost je ostala in enako velja tudi za postopek v evropski postopek v sporu majhne vrednosti. Glede pravil o mednarodni pristojnosti, načeloma se uredba sklicuje na pravila, ki jih pozna bruseljska uredba 1A, za razliko, da ob prejetju vloge za izdajo evropskega plačilnega naloga pa sodišče presodi mednarodno pristojnost po uradni dolžnosti, ne, pri bruseljski uredbi 1A pa zgolj, če gre za izključno pristojnost. Zdaj, najpogosteje so uporabljena pravila glede pristojnosti po prebivališču toženca, kraju izpolnitve pogodbe, podružnica, če seveda ti spori izhajajo iz dejavnosti, ki jo podružnica opravlja, pa tudi sporazumi o pristojnosti. Ima pa posebnost uredba o evropskem plačilnem nalogu, in sicer so posebnost v primerjavi z bruseljsko uredbo 1A potrošniški spori, in sicer določa, da v primeru, ko je potrošnik tožena stranka, je lahko tožena le po prebivališču potrošnika, torej ima pristojno sodišče v državi članici stalnega prebivališča potrošnika. In tudi odpade pogoj glede potrošniških pogodb, ki jih določa bruseljska uredba 1A, torej da mora iti samo za te prodaje na obroke, potrošniške kredite ali če gre za neke storitve, ki jih trgovec ponuja v državi članici potrošnika. Torej, ti pogoji oziroma eden izmed ne rabijo biti v primeru, kadar gre za evropski plačilni nalog izpolnjeni. Se pa seveda lahko uporabi ureditev bruseljske uredbe 1A, če je potrošnik tožnik, pa lahko seveda izbira med sodiščem v državi članici toženca ali pa v državi članici, kjer ima sam prebivališče. Tako da, kot že rečeno, omejevalni pogoji, ki jih pozna bruseljska uredba 1A glede potrošniških pogodb pri plačilnem nalogu odpadejo, in pa imajo pravila, ki jih ureja uredba o evropskem plačilnem nalogu, prednost pred pravili bruseljske uredbe 1A, predvsem kadar gre za sporazum o pristojnosti, če imamo seveda potrošnika. Zdaj, kar zadeva ugovora nepristojnosti strani toženca, kdaj se lahko ta ugovor vloži, uredba molči, kot že rečeno, v teh postopkih gre za nekontradiktorne postopke, kjer se dejansko tožencu vroči že ta obrazec vloge in evropski plačilni nalog,
in se ga seveda poduči, da lahko ugovarja, če pa ne bo ugovarjal, pa bo seveda sodišče potrdilo izvršljivost tega evropskega plačilnega naloga. In sodišče EU je že odgovorilo, torej v kateri fazi pa se od tožene stranke zahteva, da ugovarja nepristojnosti. Zagotovo to ni v fazi, ko vloži ugovor na obrazcu zoper evropski plačilni nalog, ker ta ugovor je dejansko standardiziran in vsebuje zgolj okvirčke, ki jih tožena stranka izpolni, pa še ne rabi biti obrazložen. Torej, standard obrazloženosti v primeru evropskega plačilnega naloga ni, tožena stranka zgolj izjavi, da ugovarja. Tako da ta ugovor nepristojnosti v primeru ugovora tožene stranke bo šele, ko se bo ta postopek po ugovoru prelevil v normalen, reden, kontradiktoren postopek. Zdaj tukaj seveda zgolj, da lahko vidite, kakšni so obrazci. Ta obrazec A je obrazec, na podlagi katerega se seveda vloži predlog za izdajo evropskega izvršilnega naslova. Kot vidite, so tukaj oznake že vnaprej določene in seveda se lahko in se potem v te identifikacijske oznake določa tako glavnica kot obresti. O obrestih bomo danes govorili še potem, ko bomo analizirali sodno prakso sodišča EU. In pa, kot že rečeno, ta postopek ne zahteva preložitev nobenih prilog, dokumentov, listin, ampak se zgolj opredeli, kateri razpoložljivi dokazi v podporo zahtevku pa seveda lahko sodišču omogočijo, da na prvi pogled oceni utemeljenost zahtevka. Torej, ta obrazec A od upnika zgolj zahteva, da označi in opiše dokaz, ki je v prid oziroma ki utemeljuje kot podlaga zahtevku. Zdaj, kot vidite tukaj, zgolj izjava sodišča naprošam, da toženi stranki odredi tožeči stranki naj plača znesek zgoraj navedene glavnice z obrestmi, pogodbenimi kaznimi in stroški. Uredba določa, da seveda v državah članicah, kjer je poudarjeno načelo dispozitivnosti in se seveda zahteva, da se vtožujejo tudi obresti, je to torej obveznost upnika. Imamo pa nekatere države članice, kjer se te obresti avtomatsko pripiše, ampak seveda mi nismo ena takšnih. Zelo pomembno je, kako se opredelijo obresti. Videli bomo v kejsu Siročka, kjer se je dejansko pojavilo tudi vprašanje, kaj pomeni, da je tožena stranka seznanjena z višino in obdobjem teka obresti. Pri nas vemo, da se dostikrat zgodi, da se napiše zgolj zakonite zamudne obresti in potem seveda sodišča z svojim računskim sistemom potem tudi preračunajo obresti. Lahko se pa seveda poslužijo stranke tudi obrestne mere pri ECB, pri nas je to 8%, in s tem tudi določijo obrestno mero. Zakaj? Zato, ker bo s tem lažje tudi toženi stranki, da se odloči, ali se bo sploh spustila v postopek z ugovorom, in lažje bo tudi organom v državi članici izvršbe, ko bodo izvrševali takšen plačilni nalog. Tako da ta del je zagotovo zelo pomemben. In pa seveda zelo pomembno, da lahko upnik ugovarja oziroma sodišče opozori, da če bo pa dolžnik vložil ugovor, pa ne želi, da se postopek prenese na običajni postopek, ampak želi, da se ta postopek zaključi. Torej, upnik ima že v prvi vlogi možnost, da predvidi in sodišče opozori, da če bi pa dolžnik vložil ugovor zoper evropski plačilni nalog, pa želi, da se ne prenese na običajni civilni postopek, ampak želi, da se takšen postopek zaključi.
Zdaj, kot sem že rekla, predhodni preizkus vloge A torej predhodni preizkus je na sodišču, ki preuči na podlagi podatkov, ki so razvidni iz obrazca, tako svojo pristojnost, ali je vloga popolna, če ne, lahko tudi zaprosi oziroma pozove na dopolnitev. Če je predlog nedopusten, bo prav tako zavrnilo takšen predlog, predvsem v primerih, ko to ne bo sodilo na področje civilnih gospodarskih zadev, in pa izloči očitno neutemeljene zahtevke. Torej, očitno neutemeljene je kategorija, ki v sami uredbi ni opredeljena, kaj to točno pomeni, očitno neutemeljeno, ali se presoja sklepčnost ali kaj manj. Dejansko se v uvodni izjavi uredbe govori o presojanju zahtevkov na prvi pogled in izločitvi takšnih, ki so očitno neutemeljeni. Zdaj, zavedati se moramo, da gre za avtomatiziran postopek, ki omogoča zgolj izpolnjevanje obrazcev in zgolj opis dokazov brez priloge dokazov. Zato se seveda ne more ali pa ni smiselno in se ne more seveda od sodišč zahtevati, da preučujejo utemeljenost oziroma sklepčnost, torej zgolj preučitev na prvi pogled in seveda tisti, ki so že takoj primarno očitno neutemeljeni, se bodo zavrnili. Je pa res, da takšna zavrnitev nima učinka ne bis idem. Torej, lahko upnik ponovno vloži takšen obrazec A ali pa gre pač po nacionalnem postopku. Po izdaji se evropski plačilni nalog vroči tako tožeči stranki kot tožencu pa tudi obrazec za ugovor in pa pravni pouk. Zdaj, posebnost uredb je tudi uredbe o evropskem izvršilnem naslovu, po kateri se je uredba o evropskem plačilnem nalogu zgledovala, da imajo tudi v svojih procesnih ureditvah tudi načine vročanja. Je pa res, da uredba o evropskem plačilnem nalogu odstopa, ker dejansko zahteva, da se vroča po nacionalni ureditvi, ki pa mora biti skladna z minimalnimi standardi, ki jih določa uredba o evropskem plačilnem nalogu. In dejansko določa dve kategoriji oziroma dve metodi vročanja, bodisi osebno vročanje z dokazilom o prejemu strani toženca in te načine vročanja dejansko določa sodišče, ker uredba pravi, da mora sodišče zagotoviti vročitev. Torej, bo sodišče seveda določilo metodo vročanja in drugi način je seveda nadomestna vročitev, torej vročitev brez dokazila o prejemu, pri čemer uredba določa, da se seveda je potrebno zagotoviti vročanje na dejanski naslov, ker se predvideva oziroma zahteva doseženje popolne gotovosti, da je pisanje dejansko prišlo v naslovnikove roke, kadar gre za osebno vročitev z dokazilom, ali pa, torej pri nadomestnih vročitvah, da se doseže visoka stopnja verjetnosti, da je to pisanje tudi prišlo v roke. Toženec seveda ima v uredbi zagotovljena pravna sredstva, in sicer dve pravni sredstvi, to je ugovor in ponovna preučitev zakonitosti oziroma pravilnosti izdaje evropskega plačilnega naloga. In tukaj vidite, da je ta standard neobrazloženosti predviden tudi v tem obrazcu, ki pravi zgolj: vlagam ugovor zoper evropski plačilni nalog, izdan tega in tega dne. Je pa res, da uporaba obrazca ni obvezna, tako da lahko toženec uporabi tudi svoj lastnoročno napisan ugovor. Če ugovarja, kot že rečeno, se postopek prenese na redni pravdni postopek ali pa po spremembi
zadnji spremembi Evropske uredbe o Evropskem plačilnem nalogu, ki je dejansko spremenila tudi postopek v Evropskem sporu majhne vrednosti, pa se lahko tudi nadaljuje kot postopek po uredbi o Evropskem sporu majhne vrednosti. Kot že rečeno, se pa tudi lahko zaključi, če tožnik to izrecno zahteva v primeru vloženega ugovora. Če ugovor ni bil vložen, pa sodišče avtomatsko potrdi izvršljivost Evropskega plačilnega naloga. Zdaj tukaj še pogledamo razlike, potem pa bom jaz ta del zaključila. Torej, kakšne so bistvene razlike med Evropskim plačilnim nalogom in plačilnim nalogom po ZPP, oziroma če primerjamo tudi z izvršbo na podlagi verodostojne listine. Kot že rečeno, plačilni nalog po ZPP seveda pravila zahtevajo priložitev verodostojne listine, razen če imamo nedokumentiran plačilni nalog. Plačilni nalog se izda po uradni dolžnosti, torej če sodišče presodi, da so predpostavke izpolnjene. Pri Evropskem plačilnem nalogu pa imamo dejansko obvezo, da upnik vloži predlog, in to predlog na standardiziranem obrazcu A. Če po ZPP niso izpolnjeni pogoji za za izdajo plačilnega naloga, se bo postopek nadaljeval kot postopek po tožbi, torej redni postopek. Pri Evropskem plačilnem nalogu pa je postopek končan, torej se s sklepom zavrne. Smo pa rekli, da seveda lahko še enkrat upnik vloži. Pa razlika je tudi ta, da Evropski plačilni nalog zasleduje odprt sistem prilog, torej zgolj opis dokazov in seveda različne vrste dokazov omogočene. Torej, posebnost Evropskega plačilnega naloga je tudi, da se v obrazcu navede časna izjava, torej da se upnika opozori, da sodišče ne bo moglo, zato ker ne izvaja dokaznega postopka, preveriti resničnosti podatkov, zato se seveda upnika na to opozori, da sam prevzema odgovornost, da so podatki tudi resnični, ki jih navaja v obrazcu. Pa razlika je tudi ta, da sodišče na prvi pogled seveda očitno neutemeljene zahtevke zavrne, in pa glede standarda obrazloženosti, kar se mi zdi zelo pomembna razlika, da seveda dolžnik lahko zgolj izjavi, da ugovarja, in še zato ima 30 dni časa, ne pa tako kot v naših postopkih. Zdaj, ponovna preučitev je pravno sredstvo, ki se vloži v državi članici izvora, je omejeno pravno sredstvo na strani dolžnika zgolj v restriktivnih okoliščinah, ki jih je na primer sodišče EU že v nekaj primerih presojalo, tako da si bomo to pogledali tudi v zadnjem delu, ko bom predstavila sodno prakso sodišča EU. In pa seveda, če so izpolnjene okoliščine oziroma te taksativno naštete okoliščine za ponovno preučitev, to privede k ničnosti Evropskega plačilnega naloga. Kot že rečeno, izvršba se opravi po nacionalnih pravilih za izvršbo v državi članici izvršbe. Pomeni, da če upnik začne izvršilni postopek, bo seveda postopala sodišče v državi članici kot po svojih nacionalnih pravilih, predložiti pa je treba kopijo izvršljivega Evropskega plačilnega naloga in pa po potrebi tudi prevod, tako bomo videli vloge kot tudi Evropskega plačilnega naloga, zato ker uredba o Evropskem plačilnem nalogu dejansko omogoča tudi uporabo uredbe o vročanju v civilnih in gospodarskih zadevah, in po tej uredbi veljajo tudi posebnosti in zahteve, da se toženo stranko opozori, da če posamezen akt, prvi akt ali pa odločitev ni v jeziku, ki ga razume, lahko seveda na priloženem obrazcu zavrne
takšno vročitev in se potem vroči prevod. Zavrnitev izvršbe pa podobno, kot je profesor Rijavčeva povedala, tudi tukaj ima dolžnik v državi članici izvršbe zgolj možnost ugovarjati nezdružljivost evropskega plačilnega naloga z preizdano odločbo oziroma izvršilnim naslovom v drugi državi članici ali tretji državi, in pa še ena možnost je, če je tožena stranka tožeči stranki plačala znesek, ki je dodeljen v evropskem plačilnem nalogu. Zdaj tukaj seveda je uredba nekoliko nejasna, kaj to točno pomeni, da je plačala, ali to pomeni, da je to edini ugovor, ki ga lahko da v postopku izvršbe, pa drugih nacionalnih ugovorov ne more, ali je to zgolj dodaten ugovor, če morda kakšne primerjalno pravne ureditve takšne možnosti ne predvidevajo. Verjetno je smiselno, da se zastopa drugo stališče, bomo pa verjetno v prihodnosti še priča kakšni odločitvi sodišča EU. Za konec bi samo še povedala, da si lahko pogledate tudi projekt e-kodeks, pilotni projekt, ki poteka. Slovenija sicer ni vključena v ta pilotni projekt, je pa to projekt, ki omogoča uporabo informacijske, komunikacijske tehnologije med sodišči držav članic, torej odvetniki, pa tudi strankami, da ta pretok informacij poteka po varnih poteh in hitreje. In ta e-kodeks dejansko omogoča tudi v pilotnem okolju tudi uporabo med temi pilotnimi državami članicami uredbe o evropskem plačilnem nalogu in seveda izdajanje teh evropskih plačilnih nalogov. 2016 je bila opravljena analiza glede učinkovitosti uredbe o evropskem plačilnem nalogu, ki je sledila tem poročilu Evropske komisije, ki sem ga na začetku omenila, in ta analiza European Implementation Assessment je dejansko ugotovila, in zato so tudi ti projekti tolikokrat pomembni in so financirani s strani Evropske komisije, da je potrebna večja promocija uporabe teh evropskih instrumentov. Poziv so dali sodiščem, da se naj držijo roka za izdajo evropskega plačilnega naloga, ker dejansko obstajajo razlike med časovnem obdobju, ki poteče od prejetja vloge za izdajo evropskega plačilnega naloga in do same izdaje. Torej, uredba predvideva rok 30 dni, države članice pa dejansko prekoračijo ta rok. Poudarjene so tudi prednosti centraliziranega postopka za obdelavo vloge pri specializiranih sodiščih. Zdaj kot zanimivost, Hrvaška, Avstrija, Nemčija na primer imajo za izdajo evropskega plačilnega naloga specializirana sodišča, izključno sodišče, ki je pristojno za obdelavo in izdajo evropskih plačilnih nalogov. Je pa res, da na primer Avstrija in Nemčija po analizi iz leta, mislim, da 2018, obdelujeta nekje 3 do 4 tisoč evropskih plačilnih nalogov, seveda Slovenija pa neprimerljivo manj, zato je tudi takšno opredelitev izključnega pristojnosti sodišča tudi ni mogoče vedno v vseh državah članicah. In pa seveda spodbujanje k uporabi informacijske komunikacijske tehnologije, pa da bi se ta zadnja pravno sredstvo, ki jo ima dolžnik za preučitev, ponovno preučitev v izrednih razmerah, nekako manj restriktivno opredelila in da bi dejansko bilo dolžniku omogočena tudi obnova postopka, ker lahko prihaja do napak pri vročanju, pa to pravno sredstvo, ki je opredeljeno v uredbi, ima taksativno naštete primere, ko lahko dolžnik dejansko uporabi še dodatno pravno sredstvo po izteku roka za ugovor. Torej, ponovna preučitev je možna
po izteku roka za ugovor. Tako, hvala lepa z moje strani.